Živijo, dobro jutro, tukaj je Valentin. Ura je 6:50. Tokrat bom pa govoril o navadah, o premagovanju navad, vzorcev, predvsem glede premagovanja izgovorov, ki nam jih daje naš v primerjavi z preteklostjo. Opazil sem recimo pri sebi, zdaj ko razvijam samodirektivnost, torej da se odločim za nekaj in da potem to tudi izpeljem, brez kakršnih koli ugovorov ali notranjih odporov, da še naprej želi mene sabotirati z raznimi prepričevanji, izgovori, glasovi v glavi ali mislimi, kakor temu tudi rečemo. In potem začne govoriti, da je še dovolj časa, da sem že naredil dovolj in da se lahko tisto, kar imam namen narediti, prestavi na kakšen trenutek v prihodnosti. Obstaja torej sedanjost, sedanji trenutek in samo v tem trenutku lahko naredimo stvari. Samo v tem trenutku se lahko odločimo, naredimo korak naprej ali pa odlašamo, ali pa rečemo ne, potrebujem počitek, dovolj sem že naredil, časa je dovolj in potem odlašamo in odlašamo in odlašamo. In gremo se raje zabavati z gledanjem kakšnega filma, igranjem igric, pogovorom z prijatelji in podobno. Toliko časa, da se spet nekako sprostimo, da si rečemo, da sem pa spet spočit, sproščen, nabit z pozitivno energijo in zdaj gremo spet naprej delati tiste stvari, ki so zoprne, neprijetne, težke, ki so nekako naša obveza. In ta proces samodiscipline, samodirektivnosti je nekako dresiranje samega sebe, osvobajanje od tega ki nas preprečuje in ovira pri temu, da bi svoje cilje dosledno uresničevali. Glavna taka strategija glede sabotiranja je primerjanje česa kar smo se naredili v preteklosti z tem, kar imamo namen narediti sedaj. Torej recimo zjutraj se vstane, se reče, nov dan je, super, naspali smo se, spočili, gremo delati to pa to, gremo v akcijo in potem imamo recimo v dnevu določene stvari za postoriti in naredimo prvo stvar, pa drugo stvar, pa tretjo stvar, potem pa že reče nam že začne govoriti, poglej, koliko si že danes naredil, pa to je veliko, pa to moraš biti sigurno zdaj utrujen. Daj raje majčkeno se vstav, odpoči, se danes še dolg, pa se ni treba, da vse danes narediš, se bo lahko še kaj ostalo za jutri, in potem, ko te glasovi v naši glavi, v našem se začnejo aktivirati, nam vzamejo pozornost in potem mi začnemo razmišljati. In v bistvu je proces sodelovanja v proces razmišljanja ravno tisti, ki nam vzame energijo, ki nam spije to življenjsko energijo iz fizičnega telesa in ravno razmišljanje je tisto, ki nam povzroči občutek utrujenosti. Ker fizično telo se utrudi samo, če smo res vpleteni v kakšno naporno fizično aktivnost, v kakšno težko fizično delo. Večina utrujenosti pa prihaja iz ker nam
spije življenjsko silo iz fizičnega telesa. Zato je priporočljivo boditi pozoren na take diverzantske akcije, na tako sabotažo našega uma, ki nas skuša prepričati, da smo utrujeni, da potrebujemo počitek in s tem potem samo zapravljamo dragoceni življenjski čas za neke prostočasne aktivnosti, za pavzo, za odlašanje. In potem si lahko rečemo, ne bom sodeloval v umu, in si naredimo samo odpuščanje, izpišemo ta vzorec, naredimo samo zavezo in potem smo pozorni na te glasove v glavi. Kadarkoli se pojavijo glasovi, ki rečejo: ja, poglej, koliko si že naredil, pa se še veliko za postoriti, pa to ne boš mogel narediti, pa tega nikoli ni konca. V trenutku, ko se pojavijo razni te glasovi, te misli, nazaj pozornost na dihanje damo in enostavno nadaljujemo z našimi opravili, ker vemo, da če vodimo samega sebe v skladu s principom tistega, kar je najboljše za vse, in da gremo lepo korak po koraku, lahko cel dan delamo, brez da bi se kaj utrudili, brez da bi kakšen tak počitek potrebovali, in potem se res lahko samo čez noč naspimo. No, seveda lahko naredimo kakšno pavzico, ampak ne bi smel biti ta te misli tisto, kar nas sabotira, ki nas naredi utrujenega, ampak da res si naredimo plan in potem ga izpolnjujemo korak za korakom. Za osvobajanje od uma, od teh njegovih diverzantskih misli, vam zelo priporočam spletne tečaje Destiny iProcess, oziroma za začetek uvodni tečaj, brezplačni začetni tečaj Destiny iProcess Lite oziroma DIP Lite. Povezavo do njega najdete v opisu tega videoposnetka in želim vam, da boste čim bolj se osvobodili od tega nadležnega uma, ki nas tako spretno, pretkano sabotira, in da bomo lahko postali čim bolj uspešni vodje samega sebe v našem življenju in dosegali vrhunske rezultate, uspehe, še posebej na področju izboljševanja razmer na svetu. Čao.